Dober dan, lepo pozdravljeni v novi oddaji Prebujenje 9. Danes je z mano Karmen Gajšek. Zdravo, Karmen. Zdravo. Karmen sem jaz spoznal v bistvu preko interneta, in sicer, ko sem naletel na festival Fest Divjal, kot se reče, ne, ki je potekal prav na tem mestu, prejšnji vikend, kjer smo danes. Ne vem, Danes ne vem. Kdaj je potekal festival? No, Mogoče kar ti festival poveš. je potekal od 15. do 17. septembra, od petka do nedelje. Leta 2023 smo. Zdaj smo pa že par dni naprej, ampak jaz sem še kar tam. Ja. Se mi še film kar suče malo. Skratka, prejšnji vikend je potekal ta festival, Ja. to je festival divje hrane. In to je ena tematika, ki je meni bila že skozi nekako zanimiva, ta divja hrana. Ker sem čutil tako, vem, da kar jaz poznam od divje hrane, ne, je, to se spomnim, da smo z babico nabirala kislice, ne. To mi je bilo meni fascinantno. Okej, kislice smo nabirala, pa v gozdu smo gobe nabirala, to je bilo pa to. Ampak skozi sem čutil, da v tej divji hrani, da tukaj ful enih stvari ne vemo, tako, kakor da smo malo zavedeni. Okej, zdaj moramo hoditi v službo, da dobim denar, ne, in s tem denarjem grem jaz v trgovino in si kupim hrano, ne. To je neka zgodba, ki jo večina ljudi pozna, ne. In potem si kakor malo ujet v sistemu, ker sploh ne vidiš neke druge alternative, no. In meni je bilo iz tega vidika ful zanimivo. In sem tudi na par knjig naletel v preteklosti, ampak nekako sem čakal priložnost, da me te stvari najdejo, no, in sem našel tvoj festival in mi je bilo takoj zanimivo. Sem rekel, evo, idealno, pa da naredimo še en intervju, tudi ti si bila takoj za, da nas boš malo o tem podučila oziroma mogoče razbila tudi kakšne mite, kar se tičejo prehrane na splošno, pa tudi divje hrane. No, bomo videla, glej. Ja. Jaz sem si malo vprašanj pripravil. Moram reči, da sem več ali manj laik o tem, ne. Bil sem na tvoji delavnici čez vikend, pa si nam iz tega travnika tukaj, v bistvu smo se kar vsak meter ustavljali in sem pol videl, ja, se dejansko vse je zajesti na tem travniku. Pa da še mogoče, Karmen, na hitro predstavim. Karmen, ti imaš spletno stran oziroma podjetje, organizacijo, blagovno znamko Tiste rožice, ne. Kje so tiste rožice? Kje so tiste rožice? tisterožice.com, ne, čeprav sem si zapomnil. In ti v bistvu izobražuješ ljudi o pomenu divje hrane, pa o tem, v bistvu izobražuješ ljudi o hrani, o divji hrani, ki je na voljo na travniku, ki je na voljo v gozdu, skratka, bi rekel tako, ne v trgovini, ne. Ja. In to je v bistvu tvoje poslanstvo. Zdaj pa mogoče čisto na začetku, če poveš, Karmen, kako si ti sploh do tega prišla, do te divje hrane? Zdaj smo tukaj na Kozjanskem, ne, ko je taka lepa narava, ti si tudi iz tukaj izviraš. Kako si sploh do tega prišla, kaj te je poklicalo v bistvu pri tem? Ja, zgodilo se je kar nekaj let nazaj že, ko sva s partnerjem nekako ugotovila, da smo za skupaj. To je bilo takrat. Da sta za skupaj, okej. Jaz mislim, da boš rekla, jaz smo ugotovila, da nismo za skupaj, sem šla svojo pot. Bila sva prijatelja že prej. Okej, super. In takrat se je malo skristaliziralo. No, in zanimiv je bil potem obisk njegove družine, ki je tudi s Kozjanskega. Ampak oni so občutno bolj negovali to vez z naravo, kot moja matična družina, recimo. In nekako je bilo v njihovih skrinjah videti shranke čajčkov raznih, pa tudi kakšnih namokov, volja in tako, razni ti tradicionalni pripravki. In v bistvu srečanje s tem me je nekako kar zelo zbistrilo, streznilo, bi lahko rekla. Ker je naenkrat prišlo spoznanje, pa čakaj malo, ne, pa zakaj mi ne živimo od tega, zakaj mi to bolj ne poznamo, ne. No, in tako je v bistvu nekako s tisto zgodbo začetno tudi moje zanimanje porastlo kar fejst. In nekako sem se potem od takrat začela bolj intenzivno poglabljati, no, v same te značilnosti rastlin, pripravkov. Začelo se je z Ašičem in njegovim izročilom, ne, ki je največ deloval preko ljudske medicine in raznih vsega, kar nam pride prav v to smer. Potem pa tudi divja hrana in vse ostalo. Je pa seveda to povezano tudi s samim študijem, konec koncev, študirala sem geografijo,
tudi sociologijo. Znotraj geografije imamo en tak biogeografski, fitogeografski del, ki se dotika rastlin in pa rastišč, pogojev, povezave z klimo, prstjo, kamninsko podlago, uporabnostjo za človeka, varovanjem okolja. Tako da v bistvu vse že čez cel izobraževalni proces me te vsebine spremljajo, ampak potem konkretna usmeritev v uporabnost vsakodnevnega življenja je bila pa od takrat, ne, ko sem se jaz nekako bolj na dnevni bazi srečevala s tem, kar dejansko ljudje pripravljajo doma, no. In je treba reči, da so te reči že precej zamrle, tako da tudi v naši soseščini, torej od tam, kjer izviram, ni bilo tega toliko srečati. Tudi tako kot majhna se nisem pogosto srečevala z nekimi starimi pripravki, z ohranjanjem teh starih znanj. Zato me je pa toliko bolj potegnilo takrat in sledil je proces intenzivnega zbiranja vseh praks, podatkov, vsega uporabnega, kar bi nam v vsakdanjem življenju utegnilo služiti. Pa in koliko časa nazaj je bilo to, ko si v bistvu se lotila tega? Kakšnih 10 let nazaj, kaj takega. In potem si se ti kaj iz knjig učila več ali manj? Si imela kakega mentorja? Kako? Vse. V bistvu vse znanje, ki je bilo dostopno, me je pritegnilo, ne, in je bilo nekako tisto, k čemur sem namenjala svoj čas, pozornost. Torej šlo je za poglabljanje in strokovno literaturo, poljudno literaturo, potem tudi delavnice, ki so bile dostopne v Sloveniji in pa tujini. Potovala sem po svetu veliko, raziskovala razne terene, naravne, in pa tam spoznavala ljudi, ki se tam ukvarjajo s tovrstnimi zadevami, in se tudi tam ogromno naučila. Tako da vedno je šlo nekako z roko v roki, v smislu teorija, praksa, od starejših ljudi, mlajših ljudi, torej vsakršnih ljudi, ki so se s tem ukvarjali, in pa potem nekih tudi znanstvenih izsledkov ali pa izsledkov v smislu starodavnih zapisov, zgodovine naše uporabe teh zeli, torej vsega, kar raste okrog nas. Vmes si boste lahko pogledali, se bo zavrtel tudi kak posnetek iz festivala, pa kakšna slikca, tako da boste videli, kako smo se imeli čez vikend. Okej. To se pravi, imamo divjo hrano, pa imamo ne divjo hrano, ne. Veš, kaj sem se jaz vedno spraševal? Okej, recimo, zdajle mene nekdo postavi sredi gozda ali pa sredi travnika in okoli mene ni absolutno nobene civilizacije na stotine kilometrov okoli, ne. A sem sposoben jaz kot človek preživeti v takem okolju? Ja, če pridobiš dovolj znanja oziroma če do te mere izostriš svojo intuicijo in vse tisto, kar sami nosimo v sebi, že vsa ta znanja so, ne, načeloma, samo jih je potrebno obuditi, se spomniti nazaj. Torej, če ti to uspe, vsekakor je možno, ne. Ker v končni fazi smo bili lovci pa nabiralci nekoč, ne, živeli v bistvu v naravi, ne, na neki način je to bila osnova preživetja od nekdaj, vse dokler nismo prišli do spoznanja, da lahko neke reči tudi kultiviramo, torej da lahko rastline zdebelimo, da nam predstavljajo torej neko večjo maso tudi v želodcu in tako. Ne, in s tem kultiviranjem je potem bil tudi mogoče čas, ki so ga namenjali v samo iskanje hrane, toliko manjši in so se lahko še s čim drugim ukvarjali. Medtem ko sicer si predstavljam, da so v prejšnjih obdobjih morali skoraj ves svoj čas posvetiti temu, da se najde tisto primerno, kar jih nahrani. Čeprav, kot smo že tudi na festivalu spoznali, je tega kamorkoli pogledaš naokrog, ne. Torej, sploh na območju takšnem geografskem, kjer smo mi, recimo, oziroma tudi širše gledamo, vse dokler ne pridemo do kakšnih puščavskih ali pa ledenih območij gor, ne, povsod nekako je raznovrstno rastlinje, sploh pa na našem lokalnem
ena zelo visoka biodiverziteta, ki omogoča potem tudi zelo pestro prehrano, ne. Torej pestro v smislu samo divjega že, če pa zmoremo pridelati še neke take kulture, ki nas lahko mogoče hitreje nahranijo, oziroma dajo neki občutek sitosti, kar je, ne, praksa v današnjem svetu, potem pa se poraja divja hrana kot ena tista izredna dobrobit, ki pa lahko vsaj v tem zdravilnem oziru in pa tudi povišani hranilni vrednosti prida tej osnovni, bolj siromašni gojeni hrani en pomemben delež. Tako da gre potem za eno kombinacijo, ki nam absolutno omogoča vse, kar potrebujemo za ohranjanje zdravja. Pa če bi mi recimo, okej, ta hrana ima bolj oster okus, ne, tudi jaz, ko sem probal te liste, ima res tak oster okus, se ga moraš navaditi, ne, tako. In tudi na tvoji spletni strani sem bral, da ima, ne vem, nekajkrat več teh mineralov pa vitaminov pa tega, ta hrana, Ja. ki zraste divja, ne. Pa misliš, da če bi recimo človek jedel pretežno to hrano, da bi se telo nekako privadilo na to, da bi se ta občutek nesitosti, da bi se zmanjšal, da bi se telo nekako samo zreguliralo, ker bi v bistvu bilo sposobno več pobrati ven iz teh divjih stvari, ne? Ja, po mojem občutku ja, no. Saj lahko spremljamo, kako se človek obnaša, odziva na tisto, kar mu je ponujeno v okolju, ne. Načeloma mislim, da se naši želodci zelo razširjajo v povezavi s tem, kar je na voljo, ne. In če pač vsega tega ne bi bilo, bi absolutno človek bil primoran preživeti od tistega, kar je, torej kar je samoniklo, in absolutno se potem tudi njegov ustroj spremeni, torej se v bistvu povrne nazaj v tisto stanje, ki je bilo nekoč, bi jaz rekla, ne. Ker eno je pa tudi, bi rekel, fizičen stik z zemljo, ne, ker jaz se tudi Ja. ukvarjam z enim projektom, enim start-up projektom, kjer v bistvu imamo ozemljitvene rjuhe pa ozemljitvene izdelke, kar pomeni, da se ti, sicer na umeten način povežeš z zemljo, ne, tako kot bi bil bos, ne. In zemlja, vemo, da ima ful negativnih ionov, ima neki svoj, bi rekel, srčni utrip, pa neki svoj charge, ne. In zdaj, če bi ti bil skozi bos na zemlji, pa ne vem, tako kot so neka starodavna ljudstva, ne, misliš, da bi po tvoje pridobil določeno količino energije direktno od zemlje, direktno iz zemlje, in bi potem takem rabil lahko tudi manj hrane, ne? Ja, moji občutki so v to smer, vsekakor. Že tako lahko spremljamo, tudi v sodobnem času. Če nas neke stvari zelo zanimajo, navdihujejo, težko bomo takrat čutili sočasno neko hudo lakoto fizično še, recimo, ne. In to je tudi zanimivo pri nabiranju divje hrane, torej teh divjih rastlin, gob. To lahko minejo dnevi tega pohajkovanja, raziskovanja, ki te tako prežame in te tako zanima, da jaz osebno nisem čutila neke lakote, sploh zraven pa malo pogrickaš na poti, probaš to rastlino, ono drugo, in na koncu dneva ni prišlo do občutka neke hujše lakote, ne. En primer recimo, sicer pa mislim, da na ta način delujejo reči, no. Sploh pa, če zmoremo vzpostaviti neko močnejšo povezavo, energetsko bi rekli, ne, torej sami s seboj in z okoljem, v katerem smo. Jaz mislim, da načeloma smo zato na svetu, da to zmoremo in da nam okolje, kjer se nahajamo, potem ponuja vse tisto, preko česar se lahko polnimo, tako ali drugače. Zdaj nekdo ima večje zmožnosti v neko smer, drug mogoče nima takšnih, pa potrebuje potem tudi več fizičnega, da lahko potem deluje normalno naprej, ne. Ampak mislim, da tu neke razlike so oziroma neke take zmožnosti obstajajo, s tem, da seveda takšne vsebine se v novodobnem svetu mogoče ne obravnavajo v tolikšni meri, ker vemo, smo nekako dani v ta strogo materialističen ozir,
in prekalkuliranje točno, kakšne naj bi bile naše telesne potrebe, izračuni in pa potem tudi vpetost v vse te mehanizme. To so eni v bistvu koncepti, ki smo jih mi čez Ja. razvoj človeštva razvili, ne. Kaj mineral, kaj vitamin, in zdaj ima to ima tako ime, to ima drugačno ime, to ima tretje ime, ne. Ja. In smo zelo padli v te koncepte in se v bistvu in v bistvu tako, okej, jaz nič ne vem, ne, nekdo drug od odzunaj mi more povedati, zdaj, kaj moram jaz Tako, jesti, ne. ja. To je, mislim, da je težava, ker načeloma nam lahko to tudi zelo koristi, pomaga, ne, tudi vsa ta spoznanja, do katerih smo prišli tekom tako imenovanega razvoja, ne. Ampak če na ta račun izgubimo tisti glas, ki nam pa sam govori, kaj mi v resnici rabimo, je pa potem težava, ne, ker potem spet mislim, da rabiš toliko dlje časa, da premostiš tisto, da ugotoviš, mogoče mi pa ni potrebno toliko zunanjih informacij in izračunov poslušati, kakor da jaz sam izostrim tisto, kar že imam v sebi, ne. Mislim pa, da je vsekakor dandanes odlična pot za izostritev tega notranjega, pa vseeno ravno to, da smo le priča nekim zunanjim podatkom, že recimo v smislu divjih rastlin, užitnih, zdravilnih, nekako ljudje, mislim, da rabijo najprej zgraditi neko splošno zanimanje in zaupanje do tega, kar večinoma zgradijo preko tega, da jim nekdo, ki mu zaupajo, oziroma ali pa z neke literature ali kakorkoli izsledkov znanstvenih, torej pridobijo neke informacije, to je užitno, to je koristno za to, za tisto. In preko te baze podatkov, ki jo lahko umsko sprejmejo in kopičijo, mogoče potem pridobijo eno generalno zaupanje toliko višje, da potem počasi preide do tega, da pa že na koncu zmorejo tudi sami prepoznati, brez da sloni njihova zaznava točno na nekih zunanjih podatkih, ampak mislim, da je to proces. Tako da za večino ljudi je odlično, da počasi eno po eno rastlinico, recimo, če se o tem področju pogovarjamo, spoznavajo, ugotavljajo, kakšne so prakse, in v bistvu preko tega potem ugotovijo, mogoče čez nekaj časa, čez nekaj let lahko celo, da pa v resnici v sebi že pa marsikaj vejo, oziroma da so vse to mogoče že vedeli, ampak so se mogli spomniti ravno mogoče preko tega zunanjega mehanizma, prek nekih zunanjih informacij. Tako da to mislim, da je en cel smisel, no, da se na tak način potem res vrnemo k sebi, ker enkrat, ko ugotoviš, kaj so tvoje resnične potrebe, kaj je tisto, kar je okrog tebe, ko zmoreš začutiti vso to živost okrog, potem mislim, da imaš veliko možnosti, da postaneš spet tisti koristen del ekosistema, tudi okoljsko gledano, ne, v smislu varovanja okolja in pa lastne preskrbe, kot tudi v bistvu doživljanja neke visoke kakovosti življenja, ne. Ker nekako potem veš, se zavedaš vsega tega obilja in mogoče težje zapadeš v občutke pomanjkanja, ki pa vodijo generalno v potem tudi take scenarije, ki nam običajno niso ljubi, ne, tekom vsakodnevnega življenja. Tako da kar pa je v bistvu ta občutek pomanjkanja dejansko v vsem tem, bi rekel, materialnem obilju, ki ga ima današnja civilizacija, se mi zdi, da je ta občutek pomanjkanja pa bi rekel, ta neka zakrčenost, nek strah, ne, kakor da te nekdo nekaj preganja od odzadaj, se mi zdi zelo prisoten, ne. In je to v bistvu ena taka, pa lahko bi rekli suženjstvo, ne, pač je, ne, včasih je bilo suženjstvo pač v smislu fevdalizma, ne. Si pač šel na neko zemljo, graščak ti je dal, si obdeloval in si pač v zameno za to nekaj plačal, nekaj pridelka. Danes je pač malo drugače, ne. Ampak preden gremo na rastline, no, pa na tele vprašanja, ki jih imam jaz tukaj.
to se pravi 10-15 tisoč let nazaj, so ljudje živeli kot nabiralci pa kot lovci. Ne. To se pravi, več ali manj kot nomadi. Ni bilo kmetijstva, ni bilo mest, ni bilo, bi rekel, enega prostora, kjer bi imel ti zdaj njivo in bi obdeloval in sadil in, bi rekel, upravljal z naravo, ampak si lutal okoli, ne, Ja. več ali manj, in si nabiral in si se prepuščal temu toku, kar ti je narava dala, ne, v določenih obdobjih. Koliko se ti zdi primerjava z tistim časom nazaj, ki je bil, no? Ne vem, koliko si to kaj raziskovala. To me ful zanima, no. A smo nazadovali s tem, ko se je začelo kmetijstvo razvijati? Bi bilo to pošteno, da rečeva, ali je to preveč ekstremno? Ne, tako, zanima me tvoj pogled na v bistvu na ti dve, bi rekel, obdobji, no. Ker če tako pogledamo, ne, več kot 90% časa je človek živel na način nabiralništva pa Ja. lovstva. Samo zadnjih, ne vem, 10 tisoč let Ja. se živimo na tak način. Ja, to je zdaj tako, dvorezno lahko, ne. Mislim, da je zmožnost človeka, da lahko nekaj pridela, da zmore rastlino kultivirati, jo v kmetijskem oziru obogatiti, torej v smislu, da postane bolj debela, bolj hranljiva, kar se tiče količine, ne. Torej mase in tako. Da je lahko to dobro, ne. Če sočasno seveda ne pozabi vsega tistega, kar je sicer okrog, ne. Zato jaz tudi dandanes rada ljudi usmerjam v sonaravno pridelavo, torej tisto, kar nam okolje omogoča pridelati ekološko, torej na neki ta način čim bolj prijazen okolici in pa zdravju, ne. Da imamo to kot neko bazično prehrano za večino prebivalstva in potem ob poznavanju vsega dragocenega divjega, ki ima toliko več torej zdravilnih, hranilnih vrednosti načeloma, je pa potem to še en dragocen dodatek poleg in pokriva v bistvu celostne naše potrebe in omogoča res kakovostno prehrano, ne. Tako da mislim, da s tega ozira je lahko to pozitivno, ne. Ampak človek kot bitje rado gre v neki ekstrem, karkoli se loti, ne. In tudi tu mislim, da je tekom razvoja prišlo do točke, da se je potem ta izjemna dragocenost divjega samoniklega, če pogledamo danes, popolnoma zanemarila, ne, in se je intenzificiralo ravno kmetijsko pridelovanje. Torej pridobiti čim več, čim bolj debelo, čim bolj lepo na oko, ne, torej v enem tem občutku, da bo tudi bolj nahranilo čim več ljudi in tako naprej. To je pa potem seveda sočasno s tako imenovanim razvojem prineslo tudi razvoj vseh takih sredstev, ki nikakor niso okolju ali človekovemu zdravju prijazna, ne. Poznamo razne fungicide, insekticide in vse sorte, vse razne cide, ki imajo direkten uničujoč učinek na samo okolje. Kljub temu, da nam morda lahko na lažji način omogočijo v bistvu, da neki plod zraste tako, kot si želimo, ne. Vemo, da so potem tudi tam sledi takšne, ki jih ne želimo. Torej v celem nekem kompletu, nekem celostnem pogledu vidimo, da če bi človek premogel res tisto zdravo pamet v smislu zaznavanja lastnih potreb, obilja okrog in potem tudi tiste zmožnosti, kaj lahko pa zdaj pridela iz tega, mogoče na neki drugačen način, ker mu bo morda to omogočilo potem več časa za ukvarjanje še s kakšnimi drugimi področji življenja, umetnostjo ali karkoli drugega bi že želel, bi lahko bilo to dobro, ne.
ampak saj pravim, ne, ker pa tokovi gredo, kakor gredo, in ker je hitro v igri tudi pohlep in vse razne te spremljajoče emocije, pa lahko potem na ta račun pride do mnoge škode, ki pa jo na koncu koncev mogoče ne želimo, ne. Tako da na ta način jaz vidim situacijo, no, današnjo in pa tudi v povezavi z zgodovino, ne. Nekako smo vedno ujeti med temi skrajnostmi. In če bi zmogli čim bolj se približati enemu balansu, torej neki res zdravi sredini, bi to pomenilo, da bi mi kot človeška bitja znali ohranjati sebe, svoje zdravje, svoje zadovoljstvo, svoje dobre odnose z ljudmi, tudi konec koncev sočasno pa naravo v takšno, kot je, oziroma od nje na lep način jemati toliko, kot mislimo, da potrebujemo, in bi to nekako v celoti sobivalo na takšen način, kot prikazuje morda naša ikona festivala, tudi če si opazil, torej slikovno delo, ki ga je ustvarila naša prijateljica gobarka Romina Pleško. Torej, tista slika dobro prikazuje, kako bitje človeško ali na tisti sliki dotični Vilinsko res varuje naravo, ne, drži zemljo v rokah. Sočasno iz tega pa izrašča obilje rastlin, gob, okrog so živali. Torej gre za predstavitev ene takšne biodiverzitete, v kateri človek zna živeti. In to na takšen način, da ne škodi vsemu naokrog, ampak da torej nenasilno živi tako, da ima vsega dovolj. Mislim, da je to en tak krasen koncept, ki se ga tudi v realnosti da uresničevati. To dokazujejo premnoge prakse. Tako da To se pravi, nek balans, ne? Ker zdaj, jaz sem po naravi ekstremist, ne? Jaz bi zdaj šel v gozd in bi živel samo od narave in bi se ločil od civilizacije, ne? Kar je spet v bistvu mogoče spet en ekstremen pogled, ne? Pa mogoče idealiziranje, včasih so pa živeli in je bilo to ful boljše, ne? Ampak mogoče je pa, ne, to spet neka romantično, ne? Lahko, kakor za koga. Za večino ljudi bi rekla, da je to romantičen pogled, ne, ker ne bo šlo, da bi številčno, ne, pa zdaj s takim številom, kot ga imamo, šli na nek tak način življenja, zagotovo ne. Ampak za marsikoga pa je to tudi povsem dosegljiva reč, zdaj odvisno od lastnih zmožnosti in želja, ne. Konec koncev je potem tudi odvisno, kaj posameznik začuti tekom svojega razvoja, ali se res želi osamiti in potem omogočiti sam svoje preživetje v popolnosti, samo od samoniklega sveta in divjine kot takšne, ne. Absolutno bi šlo v tem primeru potem spet za izostritev nekih takih občutij, ki jih verjetno, ko si obdan z drugimi ljudmi in z vsemi temi načini življenja, ki se ne stikajo, ne, bi razvilo spet nekaj čisto drugega, druge občutke, druge zaznave, ne, vidne, slišne, si predstavljam, ne. Ampak dandanes imamo možnost izbire, ne. Tako da vsak se lahko odloči, kako bo živel, kaj je tisto, kar si želi, v koliki meri bo skrbel za varovanje okolja, za varovanje zdravja, na kakšen način bo vlagal svoj čas, ne. In širše gledano, torej neko povprečno sliko, če vzamemo, bi rekli, da je že ogromen napredek, da gre razmišljanje in delovanje v smer ekološkega, sonaravnega kmetovanja, z vsaj delom poznavanja te divjine. In potem
lahko z to rastjo zavesti in postopoma znanja nekako vse bliže prihajamo tisti točki ravnovesja, bi rekli, ne. Zdaj mislim, da smo tako daleč padli dol, na nek način razvoj gre gor. V resnici, če pogledamo, kaj točno nam ta razvoj prinaša, kar se tiče našega zdravstvenega stanja, našega poznavanja tega, kje sploh smo, ne, je vprašanje, kje smo, bi jaz rekla malo nižje, kot se prikazuje, precej nižje. Tako da pridemo v bistvu nazaj nekam gor, na sredino vsaj, je pa pot, ne. Ja. Evo, zato delamo pa tudi ta intervju, ne? Tako. Da malo informiramo, pa zato delaš ti ta festival. Se mi zdi res tako, jaz sem večni optimist, no. Se mi zdi, da te stvari res se razvijajo v zadnjem času, Ja. no. Res se razvijajo in tako kot si rekla, vsak ima izbiro in tudi zanimanje je bilo veliko na festivalu, ne. Zelo. Tako da meni je bilo prav Ja, fajn, tako ja. res v naravi smo bili, tako. Meni je to domače, imam rad mesto, ampak tako kot si rekla, mogoče res to nekako zbalansirati, ne. Ja. To je res tista prava formula, ne, ker se mi zdi, ljudje smo tako nagnjeni k tem ekstremizmu, pa iščemo rešitev v eni stvari, ne, zdaj če bom pa to Ja. delal, me bo pa to odrešilo, ampak se mi zdi, da tako res, tako kot ti praviš, ne, tak zbalansiran način Ja, ker razmišljanja in delovanja, da vse vključiš, ne. Danes ti Tako. paše to, drugič ti paše to, Tako. tretjič ti paše to in ti ne moreš imeti ene formule, ki jo delaš iz glave, ampak tako, kot si že sama rekla, vklopiš to intuicijo, ne. Ja. Kaj pa res čutim, da je prav, kaj pa res moje telo res rabi, ne. Ali pa Ja, moj sigurno. In zdaj, če bi šli preveč za to fiksno idejo sonaravnosti, pa čiste divjine in tako, vemo, da nam velika večina ljudi popolnoma odpade. Mislim, kdo se bo poslužil potem vsaj majhnega koraka, če bo imel to fiksno idejo pred seboj, da to ali pa nič. Potem ni nič, ne. Šteje pa vse, ne, vsakršna skrb posameznika za to, da bo malo manj odpadkov, da bo malo bolj ekološko vse skupaj, da bo poznal, po katerih rastlinah hodil in da mu v bistvu ravno te lahko predstavljajo tudi pomemben del prehrane. Da zaradi tega, kar nas vse obdaja, v bistvu je veliko manjša možnost nekega pomanjkanja ali pa skoraj pomanjkanja ni, če naše znanje okrepimo. In vse to pa koristi v bistvu vsakemu človeku, ne. In vsak bi se lahko zainteresiral, ker vidi svojo lastno moč, vidi, da pa zmore tudi on vsaj malo pristaviti. Ja. In potem je to, malo pristaviš, Ja. pa malo, dokler ne pridemo pa potem že res še do kakih večjih sprememb. Tako. In tako se spremembe dogajajo, na hitro ne gre, ne. Ja, da vidiš, da ti v bistvu si sokreator, nisi nek nemočen del in čakaš nekoga tam na vrhu, da bo se nekaj odločil, Tako. ampak da to, kar ti narediš, vpliva na veliko ljudi, ne. Čeprav Tako. se ti mogoče zdi, da ne, ampak tudi energijsko že, ne, se to še že pri živali dokazano, ne, da ko ti narediš neko spremembo, kar okoli se začne okoli tebe Ja. eno energijsko polje kreirati in ljudje dobijo drugačne misli, drugačna čustva, ker nekaj se začne premikati. No, saj Ja. v bistvu zato snemamo tudi te oddaje, ne. Tako. Okej, zdaj pa rastlince tukaj gledamo, zdaj kamera ne vidi, mogoče tamle je malo pokošeno, se ne vidi toliko. Jaz sem bil na tej tvoji delavnici, ne, v soboto. In mi smo šli, samo toliko, da boste vedeli, ste tudi posnetke že verjetno videli, ki se vrtijo zraven tegale intervjuja. Ko smo mi hodili po tej v bistvu travi, ne, praktično, kako sem jaz dojel, vse je bilo za jesti, ne. Od cvetov do nekih listov in tako. In ko ti gledaš travo, zdaj gledam tukaj travo, ne, če bi rekel, nisi pozoren, vidiš pač travo, ne. Če si pa pozoren, tako kot smo mi šli z neko pozornostjo, vidiš pa, ta list je drugačen, ta list je drugačen, ta list je drugačen. To je vsaka svoja vrsta, ti si pač nam povedala tudi imena, pa tudi, bi rekel, neke zdravilne učinke in tako naprej, od cvetov do listov in tako, in pol vidiš, pa se je praktično vse užitno, ne. To mi je bilo ful zanimivo. Ja, več kot 3500 vrst rastlinskih obstaja, od tega je večina užitna.
Pri nas pri ali nas, pri v nas? Sloveniji, ja, na našem območju. Torej, ja, lahko bi rekli, več kot polovica finovžitnih, pa nekje 3/4 zagotovo še tudi užitnih, s tem, da seveda nekatere so bolj primerne, druge manj, ene bolj okusne, druge manj. Ampak načeloma velika večina, ne, je užitna. Tistih, ki bi jih poimenovali strupene, torej res z nekim močnejšim farmakološkim učinkom v negativno smer za človeka, bi bilo 1% do 2, ne, vsega. Tako da obilje je na dosegu rok. Zdaj, na nas je pa, koliko ga vidimo, ne. Vsekakor je pa dejstvo, da ko se sprehajamo v naravnih okoljih, kot so travniki, gozdovi, pašniki, vsi ti naravni ekosistemi, nenehno srečujemo rastline, tudi gobe, ki so za zaužitje primerne, ne. In v bistvu v naših klimatskih razmerah je tega zdaj že v bistvu tekom celega leta dovolj, ko niti snega ni več pozimi toliko, kot je bilo načeloma, ne. Ampak tudi v zimskih razmerah, tudi če ne prisostvujemo neki hujši zimi, še vedno so na voljo določeni plodovi, korenine, čebulice. Torej, če poznamo neka območja rastišča, je možno tudi to pridobiti, ne. Si skoplješ ven, Ja, tako srna. ja, ja. Tako da Noro. vseskozi je možen divji vir prehrane. Zdaj ljudje načeloma mislijo, da to mogoče pride prav samo v kakšnih vojnih razmerah, ko res te preženejo, pa ni druge, kot da mogoče poznaš kakšno reč, pa preživiš od tega. Tudi to je koristno, vsekakor, tudi nikoli ne vemo, kaj še kaj čaka. Ampak gre predvsem za to, da bi mi v vsakodnevnem življenju znali prepoznavati to, kar nas neposredno obkroža, in vključevati za neko lastno dobrobit, ne. Glede na to, da je to hrana, ki je, smo rekli, ne samo nadpovprečno hranilna, zdravilna, ampak tudi brezplačna konec koncev, ne. Je nekaj, kar nas obdaja, in ob tem, ko gremo to nabrat, seveda vzame nekaj časa, energije, ampak tudi ko se že zverziramo, je to občutno manj, kot bi si kdo predstavljal, ne. Tako da ta sprehod sam, ne, v bližnjo ali daljno okolico pa sočasno seveda odpira spet ene naše druge kanale. Vemo, da je vedno dobro iti ven, se preluftati, zbistriti glavo, in če tu dodamo še eno povezavo s samim rastlinjem in v bistvu kontaktom z zemljo, tudi s pridelavo kot takšno, ne, s kmetovanjem, to gre vse za en ta ciklus, ki se vzpostavi, ta pravi, in ki omogoča potem tudi nam drugačno doživljanje dni, bi lahko rekli. Misliš, da če bi bili mi tukaj 10, 15 tisoč let nazaj, misliš, da bi bilo to območje Slovenije glih zaradi zime manj poseljeno? Ja, zdaj zime vsekakor so bile tu bolj oštre, kot so dandanes, ne, vsekakor. To je lahko nametlo. V smislu, če nam je kmetijstvo omogočilo, da lahko poseljujemo taka področja, ne? Ja, sigurno je to v času zime, je to težje, ne. V vseh teh območjih, ki imajo zimski čas in te nizke temperature, takrat pač zemlja počiva, takrat ne moremo ravno pridelati nekaj, ne. So pa potem drugi letni časi, ki to omogočajo, in se v teh klimatskih razmerah na tej geografski širini se to da načeloma, ne. Ampak s tistim izostankom, zato je pač potrebno potem kakšno ozimnico si narediti, ne. Tako. Zato imamo to prakso v Če je bistvu, človek ne. potem čez Tako. Če gremo na jug, ne, je pa potem tudi ta ozimnica lahko vedno manj potrebna, ne. Ker so temperature takšne, da v bistvu vseskozi omogočajo, da si nekaj pridelamo, oziroma da tudi divje zeleno je v bistvu dostopno vseskozi, ne. Tako vidimo že tudi dol pri Dalmatincih, recimo, ne.
južni del, torej že našega Jadranskega morja, ne, nižje kot gremo, manj je v bistvu te potrebe po samih shrankih, ker lahko gredo vedno ven, pa si vzamejo rožmarina, vsega, kar tako raste, ne, in ni treba sušiti ali pa kako drugače konzervirati. Tako da na ta način so se pa potem tudi nomadska ljudstva nekoč prestavljala, seveda, če so bila v nekih območjih, ki so zahladila toliko, ali pa ne, da so vremenske razmere onemogočile res neko nabiranje fizično, kot prepreči sneg, ne, da so se potem proti jugu odseljevala. Ja, in tam pa so seveda lahko, ne, zaužili neke druge vrste tudi plodov, rastlin, ja, takega in drugačnega. In zato so te migracije seveda že od nekdaj del človeštva. Potovanja in tako, ne, danes Seveda. vsi radi potujejo, ne, saj to je, bi rekel, ja, normalno, Včasih so ne. mogli potovati, je bilo to nujno, ker tam nekje recimo več ni bilo možnosti nekaj pojesti, ne. So se pač preselili dol, tako še danes tudi živali delajo, marsikatere, ne. Smo se pa potem vseeno, ne, ravno s to kultivacijo na nekih območjih stalno naselili in z nekimi triki, tako rekoč, ki smo jih osvojili, omogočili tudi to, da v bistvu nismo porabljali energijo za nenehno selitev, ampak da smo tisto energijo vložili v kaj drugega, ne. Torej Pa so si potem ljudje, recimo, ko so se preselili, ne, če mogoče veš odgovor, a so si potem na novo tam bivališča neka enostavna zgradili? Ja, tudi, ja. Zdaj, načeloma, kolikor zgodovina pričuje, seveda, ne, so si lahko naredili neka začasna bivališča in potem spet naprej, ne, ali nazaj. Seveda, lahko so se tudi utaborili za dalj časa ali za vseskozi, če so videli, da so toliko boljši pogoji nekje drugje. In če je bil prostor, če so se zlili z okolico, celo tam ostali, ne. To je potem odvisno, ne, od posameznih delov družbe. Indijanci so imeli te šotore, ne. Ja, seveda, ne. Tam je bila prilagoditev s pomočjo živalskih kož, saj tudi v naših območjih, ne, so bile v bistvu živalske kože kot en pomemben del za samo infrastrukturo bivališč, pa za gretje in tako, ne. Torej, je šlo za nekako to sobivanje z živalmi oziroma tudi od kakšnih odmrlih živali so lahko potem pridobili njihove dele, ki so njim koristili za ohranjanje temperature, ne, pa še marsičesa. Okej, če se vrnemo na rastlince, ne. Mi, ko smo te rastlince probali, ene so bile grenke, ene so imele tak okus, ene drugačen okus. A bi lahko, recimo, da vzamemo divje rastlinstvo na travniku, da bi rekla, da obstaja, ne vem, nekih 5 pravil, ki lahko definirajo, ali je rastlina primerna za uživanje ali ni, v smislu, jaz vklopim svojo intuicijo in grem zdaj po travniku, brez da mi ti poveš, to je ta rastlina, to je ta je užitna, ta ni, ta je zdravilna, ta ni, da grem jaz in vidim, in probam, ne. Okej, a mi ta okus kaj pove? A je grenek? A grenek pomeni, da je slabo, da se ga moram izogibati, ne, ali ima oster okus? Obstaja, bi rekel tako, kar lahko ti že prek svojega okusa, ker to sem jaz enkrat naredil, ne. Sem rekel, pa so te, tako prav intuitivno sem šel, ne. Sem šel po travniku, sem rekel, pa je to užitno, sem probal. In sem probal, to ima pa zanimivo, to ima pa dobro, isto po gozdu, sem kar liste tako, veš, ker mi je bilo tako, pa ne, hudiča, če me zdajle postaviš v nek gozd, ima toliko je tega zelenja, pa toliko je tega listja, pa saj nekaj pa že more biti užitno, no, tako Madono bi pa ja preživel tule, a veš, tako sem začel, kakor
so se mi začeli odstirati neki lejeri nezavedanja in sem začel tako intuitivno to poskušati. In potem pridem do ene rastline, veš, je bila pa toliko grenka, da me je še pol 15 minut pekel po ustih. No. Tako me zdaj zanima, jaz razmišljam kot laik, Ja. ne. Tako da mogoče to malo pokomentiraš. Če ti rastline povedo v bistvu, ne? Ali Ja. so ali niso. Ja, tako. Ja, zdaj rekla bi, da marsikatera rastlina res povejo, imaš pa tudi takšne, ki ne. Tako da mislim, da je kar pametno se postopoma, lepo počasi, eno po eno. Mislim, nikoli ti ne bo nič hujšega, če boš ti katerokoli rastlino poskusil res v majhni količini. Tudi če sodi med tisti 1% do 2 najhuje strupenih, ne. Ta majhna količina za pod zob, toliko da okusiš, ne bo nič. Mislim, da sem takrat eno tisto iz 1% dobil, ne, ker je bila res. Ja, zna biti, da si dobil kakšno zlatico, recimo. Zlatice so na primer ene redkih travniških rastlin, ki so neužitne, ne. Veš, kakšna rastlina je bila? Taka, da je imela ful velike liste, kot neko zelje. Tam ob Savinji raste pri nas. Ja, potem je bil pa kakšen repuh verjetno, kaj takega. Lapuh bi tudi lahko bil. Ali pa repinec. Ja, zdaj, repinec je užitna, sicer grenka zelo. Mene je prav tukaj me je prav pekel, veš, Ja. v grlu. Zdaj, načeloma radi rečemo, da rastline same povejo in da mi naj samo poslušamo in, ne. Zdaj, načeloma to vse drži, to je res. Ampak je res tudi ob pogoju, da smo mi na takšni stopnji zaznavanja, da vemo, da sebe in okolico zelo dobro čutimo, ne. Če nismo, potem se lahko zgodi tudi kakšna večja napaka, ne. In je treba vedeti, da obstajajo rastline, ki so lahko po okusu tudi zelo prijetne in izgledajo kot ena fina zelenjavca, pa v resnici pa ni dobro, da jih uživamo in lahko potem po enem času pride za teboj, da te začne dušiti in še kaj takšnega, ne, ali pa hude prebavne motnje, ali pa, ne, saj pravim, v tistem 1% do 2 je tudi malo manjša količina že dovolj, da pride do hujših težav ali celo do smrti. Tako da ni se s tem za igrati, čeprav je osnova, kot praviš, odlična, ne, to je cilj, da mi okrepimo te zaznave. Ampak iz lastnih izkušenj lahko povem, ko preizkusim v bistvu vse možno, kaj raste, ni vedno tako, da bo tista rastlina, ki ni ugodna, pekla in te bo že odvrnila preko okusa, ne. Ali pa da bo toliko grozno grenka. Običajno tisto, kar je zelo grenko, niti ni težavno. Ponavadi so te rastline samo zelo dobrodejne za prebavni sistem, ne. Ampak spet ne vedno, ne vse grenke, ne. Ampak recimo zanimiva izkušnja je bila s tole vodno peruniko, iris, ne. To je ena rastlina taka, ki meni intuitivno bi rekla, da se je ne bom šla poslužiti, da ni užitna, ne, po občutku. Ampak jaz to sem vseeno želela, ne, poskusiti, kako, kaj, koliko. In je bila zanimiva izkušnja res enega takega blagodejnega okusa, strašno, kot takšni špargeljčki, ne. V bistvu ravno to mehko steblo še, ne, in potem cvet gor. Zelo blagodejno, brez znakov, da bi to zdaj kaj moral nehati, ne. Ampak sem recimo jaz osebno, ker sem bila radovedna, preizkušala tudi malo meje in poskušala, koliko bi zdaj jaz mogla tega pojesti, da je kak učinek potem na telo, ne. In res po nekem delu, ne, ko sem jaz to zaužila, je prišlo do enega malo zadušljivega občutka, ne. In zdaj, če bi nadaljevala, bi lahko prišli tudi do težje oblike, ne. Tako da ni pravilo, da ti rastlina že preko občutka, preko okusa pove, ne.
Marsikatere te bolj težavne rastline za človeka, za uživanje, pa so res izredno pekoče, ali te začne prav, kot bi te z nožki po jeziku pikalo in veš, da niti ne zmoreš fizično tega pojesti, niti ne bi želel, ne. Zdaj pa to rastlino, ko si ti rekel, ko te je začela dušiti, ne, je bila strupena toliko, da te je Ja, začela dušiti, ali to je to je bila, pač, ali je bil to nek psihoaktivni učinek, lahko tudi, Zdaj, načeloma je to rastlina, ki ni primerna za uživanje, aha, ne. ki je, ni primerna, okej. Načeloma se tega ne poslužujemo v prehransko smer, čeprav je sicer dragocena rastlina in lahko tudi v kakih starodavnih šamanskih obredih nastopi ali kaj takega, ne. No. Ampak ni pa to vsakodnevna rastlina za na krožnik ali kakorkoli, da bi jo zares jedel, ne. Razumem. Obstaja toliko preostalih vrst, ki jih brez težav uživamo, ne, da ni razloga, da bi se zdaj v te skozi prehrano spuščali, ne. Ima pa vsaka svojo moč in vsaka svoj pomen v ekosistemu in lahko tudi vsaka svojo korist za človeka, če zmoremo to prepoznati, če imamo znanje, ne. Ker imamo recimo tudi halucinogene gobice, ne, ki rastejo v Sloveniji, s psilocibinom noter, ne. Zdaj, te tudi niso primerne, da bi jih, ne, zdaj jedli neke velike količine, imajo pa vseeno zelo visoko frekvenco, bi rekel, primarno frekvenco narave čiste zavesti, ki povzroči določene, bi rekel, efekte, ne, psihoaktivne, fizične tudi, ne, ki bi lahko mogoče na prvo žogo rekel, to je pa strupena rastlina, ne. Pa, ne, ima, tako kot si rekla, ima neko vlogo tam, ne, ni kar tako tam, ne. Treba je vedeti, da ravno tiste rastline ali pa tudi gobe nekatere, ki so znane kot najbolj tako imenovane strupene, mnoge od teh imajo ravno zaradi tega tudi strašno zdravilen potencial, ne. Tako da ne velja to za vse, ampak za mnoge pa, ne. Zanimivo. Ja, in tako spet podiramo v bistvu te mite, bi rekli, ne, ne, nekaj je strupeno, to je treba stran od nas. Ljudje celo brcajo take rastline, gobe, ne. Zdaj upam, da smo že toliko daleč od takih vedenj, no, da res toliko zavest okrepimo, da je treba res vedeti, da vse se pojavi z nekim razlogom in opravlja neko funkcijo v tistem, kjer se pojavi, ne. Sicer bi zdaj na tem mestu marsikdo skočil, kaj pa te tujerodne invazivne rastline, recimo, ne, ki pridejo z drugih dežel in naše teritorije poseljajo do te mere, da izpodrivajo naše avtohtono prebivalstvo, ne, ki se krči na ta račun. Sigurno to je res, ne, in je tudi po svoje težava, ampak zdaj ravno na tem mestu nam močno spet lahko prav pride znanje o užitnosti, zdravilnosti rastlin. Kajti ravno te tujerodne, široko razrasle, so potem mnoge izmed teh, v bistvu večina od teh, zelo užitne, zelo zdravilne tudi. En dober primer, recimo zlata rozga, ne. Kanadska ali pa orjaška zlata rozga, ki se strašno razraščajo, sploh v nižinah pa ob malo bolj vodnih območjih rade in tako. Tega je zdaj obilje, ne. In to so rastline, torej, ki sočasno izpodrivajo neko avtohtono, ampak sočasno so pa in užitne, torej in užitne tako, da prinašajo dodatne vitamine, minerale in pa tudi eno svojo energijo, ne, v našo prehrano, in predstavljajo en odličen vir, sploh mlajši deli rastlin, ne. Evo, je že pokrito eno poglavje, da ne govorimo o zdravilnosti, ne. Vse vrste zlatih rozg so odlične v smer negovanja sečil, recimo. Torej mehur ledvice, ta del izredno močno krepijo, sploh če pride že do kakšnih vnetij, infekcij, torej karkoli na tem področju, zelo, zelo močne rastline. Ljudje pa se zelo srečujejo s takšnimi težavami, ne.
ali pa tudi, če se še ne preventivno. In če pomislimo, da se zatečemo k takim rastlinam, ki nam celo v tako veliki količini rastejo in se sočasno želimo jih rešiti, jih odstraniti, pravilno skompostirati, da jih sploh ne bo več. Ja, poglejte, imamo pa v bistvu en tak potencial, ki bi pomagal pri tako rekoč zdravljenju, negovanju, hranjenju enega velikega števila ljudi, ne. Zakaj ne usmeriti misli v to smer, in videti neki potencial v tem, kot pa samo nebodigatreba, ki uničuje naše avtohtono rastlinstvo, ne. In mislim, da ko pridemo do te razširitve, potem smo zelo vseobsegajoči in zmoremo delovati vedno bolj modro, no, ne. Ker ta koncept tujerodnosti, invazivnosti lahko preselimo tudi na človeške razmere, ne, saj vemo, na ta način se je gledalo vseskozi v našem razvoju na drugačne, ne, tudi na druge rase, na druga ljudstva, in nekako, če gledamo skozi oči sovražnosti, se nikoli ne izkaže kot nekaj dobrega, ne. Če pa pogledamo, na kak način pa lahko, zdaj tudi če je nekaj škodljivo za nekaj, kako lahko to vseeno vključimo, tako da pa v bistvu vzamemo tisto dobro ven, lahko pa v bistvu eno novo obzorje se odpre, ne. Nekaj za nas tudi čisto neznanega, in zakaj ne, če pa imamo te možnosti in se vsem tem lahko, po mojem dojemanju, dvignemo na en drug nivo delovanja, no. Skratka, kakor sem te zdaj razumel iz tega, kar si povedala, vse, kar se zgodi, je z nekim namenom in nas tudi v naravnem svetu in nas vedno vabi k temu, da zaupamo, Ja, da ugotovimo namen tega, to je ne. tam zato, ker mora biti, ne, zato, Da ker ugotovimo namen, ampak ne rečemo pa, mislim, vsekakor je pa tudi namen narave same po sebi, da zmoremo mi nekim rečem, dogajanjem reči ne, ne. To ne pomeni kar brezpogojno sprejemanje vsega, na neki način morda ja, ampak seveda je človek na svetu tudi predvsem zato, da zmore ugotoviti pa vseeno, kaj je zdaj tisto, kar pa, torej kar mu res koristi, kaj mu ne, in znati postaviti mejo. Ne samo, da je zdaj dolžan se prepuščati vsemu, kar mu pride na pot, ni mišljeno na takšen način, ampak mišljeno je predvsem v smislu, da vklopi to zavedanje, da je pa morda nekaj, kar izgleda kot neuporabno, kot neki tujek, popolnoma škodljiv v nekem okolju, da pa morda tudi temu le ni tako, oziroma da vsaj razišče, da se pouči, da mogoče začuti neke reči in potem ukrepa, ne. Tako da Okej, na ta način, no. kaj pa gozd? Pa gozdne rastline? Gozd? Ker, okej, če jaz zdaj pogledam, ne, jaz sem z babico nabiral gobe, jaz poznam gobe, recimo. Za mene so, pa bukovi listi, evo, to je rekla babica, da so jedli, ko so bili otroci, te bukovi liste so jedli kot solato. Evo, to jaz poznam, no, mogoče pa iz svoje perspektive. Gozd ponuja spet svojevrstno obilje, ne. V primerjavi s travniškim ekosistemom občutno manjše, kar se tiče rastlinstva. Seveda s kraljestva gliv je tam občutno več kot na travnikih. Ampak z rastlinstva pa manj, ampak vseeno pa je že zanimivo dejstvo to, da so skoraj vsi listi, ja, skoraj vseh drevesnih vrst, no, bi lahko rekli užitni, no. Vseh teh najbolj razširjenih, ne. Razumem, ja. Bukve, gabra, javorja, Ja. vse to je v bistvu užitno, ampak zdaj v redu, če gremo potem res v samo preizkušanje, uporabo, bomo videli, da niso morda tako zelo okusni, da si morda ne bi tako zelo želeli res vsakodnevno vključevati, ampak
Dober primer, bukovi listi so pa odlični, sploh tisti res ta pravi mladi fazi. Ja, ko So kislica. kislikasti, zelo bogati z vitaminom C. Ja. Odlični so tudi mladi lipovi listi, ki so povsem nevtralnega okusa, mehki, krhki in lahko predstavljajo tudi prav odlično drevesno solato, bi lahko rekli, ne. Aha, Torej noro. zelo, zelo dobri. Sočasno imamo še pa potem mnogo drugih rastlin, torej zelenja, ki raste po tleh, pa grmovja, listkov, plodov, pa spet korenine, čebulice in tako. Tako da tega je kar nekaj, samo je odvisno, v katerem delu leta pridemo v gozd, ne. Kar se tiče zelenih rastlin, torej nekih gozdnih zelišč, oziroma samoniklih rastlin, bi rekla, da je največje obilje predvsem v tem zgodnjepomladanskem času. Takrat, ko začne čemaž in penuše, konopnice, torej vsa ta združba križnic, in drugih rastlin, takrat bi res bilo zaznati nekako največ tega svežega obilja, ne. Mladih rastlin, ki tudi nosijo res izjemne učinkovine, bioaktivne. Potem kasneje v letu, poletje, jesen, je takih rastlin manj, ne. Se potem sploh v travniških območjih in okrog bolj začimbnice v bistvu izpostavijo, ne, in tudi močnejše grenčine, močnejše druga eterična olja tudi. Gozd pa je takrat malo bolj sameval v oziru teh, ne, zelenih, torej, ja, gozdnih zelišč, bi lahko rekli. Ampak se pa seveda nenehno pojavljajo potem drugi viri, ne, dozorevajo jagode, plodovi, kar je spet en dodaten vir. Tako da nenehno je, ampak odvisno potem od letnega časa oziroma tudi od posameznih lokacij, kaj točno je, ne. Tako da to je potem dobro, čim širše znanje pridobiti, čim več vsega tega iz sebe ven povleči, in da imamo en širok nabor in se lahko potem res kjerkoli, kadarkoli čim boljše znajdemo. Ja, ne, veš, kaj mi je zanimivo to, ne, koliko v bistvu smo nagnjeni temu iskanja obilja, pa tega, ne, koliko je v tem govora, ne. Ja. Ampak v bistvu ga imamo pa skozi pred nosom, ne. Ja. To je meni zanimivo, toliko Zelo. je v bistvu, ne, zdaj, ko ko o tem razlagaš, ne, saj v bistvu glih to je namen To tega, je to, ja. da podamo te informacije, da vidimo, ja, pač Ja. obilje je vsepovsod, Ker ne. zanimivo, ne, obstajajo tečaji za doseganje obilja, ne vem kaj vse, ampak večinoma ljudje to doživljajo v smislu obilja kot denarja, ne, ker denar ti potem pomeni, da si pa lahko kupiš tisto, kar potrebuješ, kar si Svoboda, ne, želiš, ja, kot neka tako. svoboda. Tudi je, ne, konec koncev, ampak predstavlja pa v bistvu ravno to rastlinsko gobje in drugo obilje naokrog spet en čist poseben aspekt. In ko se tega zavemo, vsaj malo, Ja. nam lahko pa tudi ta generalni občutek obilja drugače zazveni Je tako, kot v bi telesu, denar ne. po tleh ležal, Tako, ne. to lahko zdaj vidimo. Še take Res, ali ja. druge oblike V denarja. bistvu primarna oblika denarja, ne. Tako, tako, Noro. ne. In ko zmoremo iz tega ven črpati, ja, mislim, da smo potem ta pravi frajerji, no, da smo nekako ugotovili, zakaj smo bili postavljeni sem, in da bomo počasi nazaj znali od vsega tega na tak način, da ne bo škode večje kot koristi, ne. Super. Mogoče kaka knjiga za začetek, to se pravi, zdaj smo ljudem dala veliko enih splošnih informacij, pa tako en zemljevid smo jim pokazala. Zdaj pa bo marsikdo rekel, mene pa to ful zanima. Okej, eno so tvoji tečaji, ki jih ti ponujaš, lahko greste na spletno stran od Karmen, bo tudi link dol na YouTubu pa na spletni strani, si lahko pogledate, Karmen vzgajuje tečaje od skupin do individualnih in tako naprej, kjer se lahko tudi te stvari naučite. Mogoče kako knjigo, da priporočiš? Ja, knjig je kar nekaj. Zdaj na slovenskem terenu
je najbolj znan pisec o samoniklem, užitnem, zdravilnem Dario Cortese, ne. To je naš prijatelj, ki je preminil, ki je konec koncev si tudi želel, da se ta festival uresniči, ki se potem je, ne, že 2 leti nazaj. In se zdaj nadaljuje. No, on je recimo en pomemben pisec, in njegove knjige so še vedno dostopne pri njegovi takratni partnerki Darji Gruden, Darja Vrana, ki znotraj založbe Porezen v bistvu še vedno izdaja njegova dela naprej. Tako da to je že eden takšen vir. Potem je vsekakor potrebno poudariti kolegico Katjo Rebolj, ki je tudi nabiralka in je izdala zdaj že 2 čudoviti knjižni deli. Zdajle v zadnjem hipu je izšlo eno obsežno delo Užitne in zdravilne samonikle rastline na Slovenskem, našega prijatelja Luka Kristanca, ki je zaobsegel enciklopedično v bistvu to užitno in zdravilno znanje na slovenskih tleh. Tako da tudi zelo priporočam. Kaj bi še rekli? To so zdaj take najbolj aktualne mogoče, sicer pa, če še malo pobrskate, potem najdete še mnogo drugih knjižnih del na to temo, tudi manj obsežnih, ali pa zdaj odvisno, na kak način se želite s tem spoprijemati. Če se želite resnično poglabljati, je dobro sicer v roke vzeti tudi kar malo Floro Slovenije, torej to je eno osnovno gradivo biologije, botanike, torej ena matična knjiga, ki obravnava rastlinstvo na slovenskem geografskem območju, in je dobro potem res tam se poglobiti in videti vse te diferenciacije med mnogimi vrstami in podvrstami in tako. Tako da je to tudi kar en takšen temelj. Sicer pa, ja, tudi moje knjižno delo je v teku, to bo malo drugače zasnovano, bomo več o tem, ko bo. Okej. Sicer pa predlagam, da vedno kombinirate torej učenje iz literature, iz nekih knjižnih virov s samo prakso na terenu, ne. Ker gre za povsem drug način osvajanja znanja, ne. Eno je, ko človek prebere, si pogleda sliko, ne, zbira opise, drugo je pa izkustveno, ko ti v resnici vidiš, kako zdaj izgleda ta rastlina, v kateri fazi je, kateri del leta je, kdaj je kateri del rastline tako rekoč v tisti optimalni fazi. In to je pa tudi z moje izkušnje bilo najbolj dragoceno, da se res, da gremo na teren z nekom, ki to obvlada, in da počasi širimo svoj horizont. Včasih so ljudje tudi tako, ne, bi radi čim več, čim hitreje, pa ne gre, ne, konec koncev zdaj odvisno, kakšno bazo znanja ima kdo, ampak načeloma velja, da na takšnem nabiralniškem spoznavanju je že 1, 2, 3 nove rastline je že dovolj. Če jih ti osvojiš, če jih na novo spoznaš in če jih potem le uporabiš, ne, na neki način v svojem življenju, potem si naredil že ogromno. Tako da tudi, če jih pride še potem 20, 30 takih, ko že v bistvu ne moreš več slediti, ni nič hudega. Nekdo drug pa bo, ne, ker je čas zanj in za tiste rastline. Tako da vsak v svojem tempu in res karkoli osvojiš, počasi naprej, dodobra spoznati, uporabiti, in tako se potem znanje usede, ne. Bolj kot da se zdaj želimo eno na hitro čim večjo širino, čim večjo maso. Ne gre, saj pri vseh znanjih je tako, ne. Postopoma, ko se to poglobi, usede, potem pa je čas za
nove in nove in nove. Tako In kot v potem naravi, ne? Tudi drevo rabi čas, da tako, zraste, rastlina rabi vse. čas, da zraste in ja, vse v Vse pravem rabi času. svoj čas in lepo potrpežljivost, umirjenost, pravi odnos in potem smo na dobri poti, bi jaz rekla. Ful fajn, jaz mislim, da smo res večino stvari tule izčrpala. Tako da jaz bi se ti še enkrat rad zahvalil, Karmen. Ja, hvala tebi. Hvala, da si bila z mano, da smo odprla kako novo obzorje, no, pa hvala tudi vam, ker nas gledate, spremljate. Tako da nič, ja, se vam počasi poslovila, lepo bodite in se vidimo naslednjič. Čau.